Filofaks mi je dal, pa ne samo meni, tudi celim generacijam, neko mentalno, duhovno moč. Sedim na teh štengah, to so ikonične štenge. Spominjam se predvsem tega, da se veliko filofaksa ni zgodilo na filofaksu. Od študija na Filozofski fakulteti sem odnesel ljubezen do leposlovja, sposobnost kritičnega razmišljanja in tovornjak čudovitih spominov. Eden lepših je zagotovo, ker sem nadebudna mlada študentka vstopila v kabinet profesorja Borisa Novaka s takim debelim fasciklom pesmi, 60 je bilo moje. In on je to prebral. Imela sem to srečo, da sem imela v letniku sošolce, neko skupino ljudi, ki se mi je vedno zdela pametnejša od mene in zato sem še več brala. Ena res tistih največjih prednosti Filofaksa je v tem, da je pod eno streho zbranih toliko ljudi s toliko različnimi zanimanji. V bistvu se je meni na Filofaksu odprl svet. Ko se ljudje enkrat navlečejo na ta mehanizem lajkov in notifikationov, ni za pričakovati veliko drugega kot masovno produkcijo informacij slabe kvalitete. Enačenje mnenj z dejstvi, kar se dogaja danes, to je pravzaprav tisto, kar nas je tudi privleklo do sem. Zdaj gre za to, da je 15-letnik veliko bolj nagrajen za, po domače povedano, mešanje dreka jezikovnega, kot je bil 10 let nazaj. Če je namen našega študija v tem, da potem znamo tudi v praksi zahtevati drugačne stvari, moramo razumeti, kako do nekih slabih vzorcev v družbi prihaja. Način, kako vlade po svetu v času pandemije komunicirajo s svojimi državljani, je lep primer tega, kako zelo pomembna je strokovno načrtovana, premišljena in predvsem empatična komunikacija. Vprašanje o enakosti spolov, o seksualni identiteti, pravici do odločanja o lastnem telesu. Torej, odgovori na ta vprašanja so mi tako samoumevna, da mi je zastrašujoče, kdaj videti, da tudi za druge niso. To obdobje strahu se krepi in deloma je potrebno psihologijo množic v tem smislu razumeti. Živimo v enem hiperpovezanem svetu, kjer redko kakšna stvar stane skrita. Mislim, da gre bolj za problem, da se odločimo, da določenih tematik sploh ne obravnavamo in jih postavimo nekam na stran. Globalna destabilizacija podnebja. Jaz sem v osnovni šoli poslušal o tem, v srednji šoli smo gledali dokumentarce o tem, kako gre vse narobe in 20 let se ni nič zgodilo. Najbolj pereča se mi zdi seveda ta samorefleksija človeštva, definitivno, ker je človeštvo preveč ošabno, da ne rečem tudi preveč sebično. V resnici je All Lives Matter tako, kakor s hišo, ki v bistvu gori in kličeš gasilce, potem pa se tvoji sosedje, ki imajo hišo, ki ni prišla v stik z ognjem, derajo, vse hiše so pomembne. Včasih se mi zdi nerodno, da moramo ljudi prepričevati v pomembnost nečesa. Pomembno je, umetnost je pomembna, humanistika je pomembna. Pomen humanistike v današnji družbi in v družbi prihodnosti pravzaprav ne, da bi se manjšal, ampak mora postajati vse večji. Učenje jezikov bo vedno pomembno. Če kdajkoli, potem je danes nujno, da si prizadevamo razumeti drugega. Tukaj bi v bistvu čisto vse znanstvene panoge postavil v isti red, po pomembnosti. Humanistika seveda je ful pomembna, predvsem zaradi gojenja kritične misli in zato, da se razkrinka zablode človeštva. Francoski antropolog Claude Lévi-Strauss je nekoč dejal, da bo 21. stoletje humanistike ali pa ga sploh ne bo. V današnji družbi je humanistika luč, ki prižiga nov dan.